Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes imam eno zanimivo temo. Ta tema je pa moj intervju z Martinom Strelom, na katerega sem dobil rekordno, ampak res rekordno število negativnih komentarjev. Ne samo na intervju na YouTube kanalu, ampak potem tudi, ko sem objavil, rečemo, kakšne izseke na Facebooku, Instagramu in tako naprej, ne. Zdaj ljudi je zelo zmotilo, da je rekel, da je on več naredil za Slovenijo, kakor Dončić, Dragič, Kopitar, pa ne vem, katere vse je še naštel. To se jaz strinjam, da bi bilo to mnogo boljše, da bi bil on to tiho. Ampak jaz mu te izjave, za razliko od ogromno drugih ljudi, ne zameram tako zelo. Ne zameram mu jo pa zato, ker malo vem ali pa mislim, da vem, zakaj je tako rekel. Jaz Strela, ne da ga poznam ga ne, ampak vem pa, da obstaja pa že, ne vem, 35 let, ne, ali pa 30. In jaz vem, da je on poštenjakar. Vem, da tudi ni človek, ki se zna zlagati. Glejte, on preprosto ne zna lagati. In on ne bo, mislim, za njega nikoli ne moreš reči, se je pa tole zlagal, ali pa je tole rekel zato, ker je bilo to bolj za njega. Jaz mislim, da to pri njemu ne obstaja. In ravno zaradi tega jaz njega cenim in mu ne zameram teh izjav, tako kot mu jih drugi zamerite. Zato, ker iz izkušenj vem in to vam tudi polagam na srce. Bojte se vi unih ljudi, ki leporečijo, ki so z vsem prijatelji, ki vsem želijo dober, ki je njihovo poslanstvo, da bi bil mir na zemlji, pa da bi vsi ljudje bili srečni, pa kaj za jesti. Mene, če me je kaj življenje naučil, me naučil to, da se bojim takih ljudi. In glejte, vam bom en primer povedal, ki ga lahko komentiram. Veste, da sem jaz včasih diskotekom. In v moji diskoteki je nastopalo, mislim, skoraj čisto vsi najbolj znani slovenski glasbeniki. In ko sem se takole malo z njim pogovarjal, veste, kako so plovali drug čez drugega? Joj, da vam ne moram povedati. Ne bom rekel, da čisto vsi, da me ne bo kdo za besedo držal. Rečemo, en takih, ki ni čez nobenega nad slabo rekel, je bil sigurno Adi Smolar. Pa še bi se jih najdlo. Ampak so pa bili, ki so tukaj plovali čez druge,
Ne, meni to razgovorili, ki me sploh zanimalo ni. Ampak veste, potem v eni trač reviji, čez 14 dni ali pa na televiziji, jih pa nekje skup vidim, glih čez unga, ki je govoril, je pa ta kar tekmoval, kako ga bo hvalil. Meni je en zelo moder človek rekel, Tomaž, ved, v življenju je vse igra. Zapomni se to. In to jaz verjamem. Verjamem pa tudi, da pri Martinu Strelu ni te igre. Martin Strel tisto, kar misel reče in nič ne olepšuje. In jaz, verjetno tudi zato, ker sem tudi sam tak, take ljudi cenim. In vem, da bi bilo zame in za tole mojo YouTube kariero in tudi za prodajo moje knjige veliko boljš, če tega videa ne bi snemal. Ampak sem rekel, ga bom posnel. Ker moram povedati, kaj mislim, tudi do svojih sledilcev sem pošten, pošten iz tega vidika, da povem tako, kaj mislim, da nekaj ne nalagam, da se nekaj ne strinjam posod z vsem, zato da bom jaz vsem všeč, jaz pač povem tako, kaj je. No, da sem se pa odločil, da posnamem ta video, je pa razlog bil ta, ker sem se z enim prijateljem dobil par dni nazaj in je on tudi omenil ta intervju s Martinom Strelom in je rekel, jaz ga dobro poznam. On je pač rekel tako, kaj mislil in jaz vem, zakaj tako mislil. Mislil tako zato, ker njemu moje predvidevanje, pa predvidevanje od tega mojega prijatelja, ne bom rekel, da to 100% drži, sem pa kar veliko siguren, da drži. Martin Strel je mogel za vse te svoje podvige, ki jih je imel, čeprav mu zdaj nekateri, zato ker je pač rekel to čez te slovenske športnike, očitate, da te njegovi uspehi sploh niso uspehi, ampak gledajte, uspehi so. On tudi če zdaj naredi eno res fej slabo stvar, mnogo bolj slabo, kakor je to rekel v teh slovenskih športnikih, uspehi njegovi so še zmeraj relevantni. Pač to je on dosegel. No, in ustal sem tle pač, da on se je mogel, da te podvige je muka, to niso poceni, to je mogla ekipa jeti z njemu in tako naprej. Mu ni nič država Slovenije pomagala. Se je mogel sam vem, kako se je matral pa zbiral denar. In zato je zdaj pa mačkan jezen verjeten. Pa mogoče prehiter kakšno stvar zine. Pa malo ga tudi boli, ker njegovi uspehi niso cenjeni. Ne bom sicer rekel, da je to prav. Mislim, če bi jaz bil na njegovem mestu, te se zdaj, če me država ne bi cenila, pa če me ljudje ne bi cenili, jaz bi rekel, briga me, jaz vem, kdo sem, kaj sem naredil in od mene ne bi slišali take izjave od njega. Sigurno ne. Pa tudi, če bi mislil tako, da meni tudi kjer ni všeč na tem svetu.
Pa mi na misel ne pride, da bi nekaj čez njega rekel. Pač, da mi kdo ni všeč, imam svoje razloge, ampak ponovadi je tu mi ni všeč zaradi kakšnih pogledov ali kaj tacga. Nimam jaz teh problemov pa res nimam, da meni ne bi bil nekdo všeč, zato ker je na istem področju, ko sem jaz bolj uspešen. Jaz nobenega popotnika ne sovražim. Zdaj sem si glih spisek popotniku delal, s katerim bom delal intervjuje, jih moram kontaktirati in ne, zdaj jaz jim bom s tem dobro reklamo naredil. Pa ne samo, da jim bom dobro reklamo naredil, jaz se bom potrudil, da jim bom čim boljšo reklamo naredil. Zato, ker vem, da se vsi matrajo iz tem, kar v popotništvu delajo, pa snemajo neke videe, pa objavljajo na YouTubeu. Jaz vem, da je tu tuk dela za nič plačila. In prvoščem vsem tem dober. Tako da s tem jaz nimam problemov. Da komu ne bi. Jaz od boljših se samo učim. Ni šans, da bi kaj čez njega rekel. Mi pa kdo ni všeč, kakšno tako stvar zine, ki meni ni všeč, pa da note zdaj tu misel, da tu za vsako malenkost sem jaz na koga jezen. Ne? Jaz tudi na unga nisem jezen, ker mi reče, da imam velik nos. Imam pa ene svoje točke, ki me pa pač, ki sem pa bolj občutljiv na njih, ne? No in s tem mojim kolegom so bila midva istega mnenja, da Martin izjav take stvari zato, ker pač se mogo fejst po domače povedano jebat, da je vse to speljal, pomoči v države pa najbrž nimu nobene. Pa tukaj sem jaz tudi vse te komentarje bral, vse pol bom še par komentarjev, ki so jih ljudje pisali, prebral, pa jih bom komentiral. Ne, veliko komentarjev je bilo, sama hvala ga je, nadut je, preveč se hvali. Jaz sem rekel tako, mogoče pa čas, da nam en Slovenc pokaže, da ne smemo biti skozi neki ponižni, pa skrivati svoje uspehe, pa ne se upati pohvaliti. Mogoče ne more biti pa Martin Strel vzor, kako se treba pohvaliti. Ne pa, kad te nekdo pohvali, ne vem, ti lej car si tu naredil, mi pa rečemo, no, se ni to nič posebenega, malo mi je ratalo, pa ni on to tretne. Prav je, da imamo take ljudi. Meni je zelo všeč Zlatan Ibrahimović. Pa vem, da gre velikim na živce, ker se kao preveč hvali, preveč je samozavesten. Meni je pa glih zato všeč. In moram knjigo njegovo kupiti, pa seveda tudi prebrati, ker bi se rad mečkam te njegove samozavesti navlekel. Seveda, take stvari pa najbolj motijo tiste, ki niso samozavestni, ki se ne upajo pohvaliti in je pol vsak, ki se pohvali, mu gre na živce. Dobro, Slovenci se tudi ne upamo pohvaliti, da nam gre dobro v poslu, ker vemo takoj, da nam bojo ljudje navoščljivi. Vam lahko povem en zanimiv primer, tudi jaz sem tak. En znanc mi pravi enkrat, bom zdaj tu povedal, ker je bilo že dolg cajta nazaj, da se ne bo kdo spoznal, pa tudi če se spozna, se ne bom nič zlagal, me čisto se glih. Je bil z eno družbo na kofet, pa mi je povedal, je rekel, smo se o tebi pogovarjali.
Kako ste se pod menj pogovarjali? Ja, je rekel, fante je zanimalo, a gre tebi dobro ali slabo. Pa sem jaz rekel, in kaj so pogruntali? Ja, vsi so rekli, da ti gre najbrž slabo. Takrat sem imel še golfa, starega je 13 let, še prej sem mu Peugeota, še bolj starega, še bolj razjahanga, ne. In ljudje so pogruntali, da mi gre slabo. Sem rekel, fino. Pa prav, ja, sem jim pa jaz povedal, da ti gre pa dober. Rekel, joj, zakaj nisi potrdil, da mi gre slabo, jaz tukaj traj vidim, da ljudje mislijo, da mi gre slabo. Drugače so samo navošljivi. In v tisti družbi je še en bil, ja, ki ima avto za... Takrat je imel avto za najbrž ne 100-krat več denarja, kot jaz, ne, ker tisti moj golf je bil ureden, Jurja. Ampak sem slišal, ne, da vse na leasing, vse v kreditih, ne, in pol on mene misel, da meni ne gre, zato, ker imam slab avto. Ponavljam, jaz raj vidim, da ljudje mislijo, da mi ne gre. Ne vidim nobenega razloga, da si mislijo, da mi ful gre. To se mi je fino zdaj, ko sem bil mlad, ko sem punce lovil, da sem se pred punca malo pokazal. Lete, tam, da se pa zdaj pred enem ljudmi, ali pred moškem ali pa ženskem, nekaj kažem, pa se hvalim, da mi gre, da zaslužim, da si lahko avto kupim. Te potrebe pa nimam več. Največ mi je, če se lahko pohvalim, da sem kje bil. To mi je največ, ne. Tako da... No, pol še par komentarjev, da komentiram. Ljudje mu tudi očitajo, da je vse zlagano, da on sploh ni tu nič preplaval. Ljudje moji, dajte samo nekaj se zapomnite. Če boste šli banko ropat, da ne boste slučajno komu povedali, ker če dva vesta, je tu preveč. In glejte, tam, ko so se z Martinom pogovarjala, ne, ko sem ga zastopil tam na Amazonki, njegova ekipa, ne vem, zdaj na pamet, ampak bom rekel, je štela vsaj 10 ljudi, pa raj 15 ali pa 20, ampak rečemo 10. In glejte, če bi oni tu zdaj fejkali pa golfali, slej, ki prej bi se nekdo najdel, ki bi rekel, glejte, zdaj vam bom pa povedal, Martin Strel sploh ni preplaval Amazonke, sem bil jaz zraven, smo golfali tako pa tako. Če češ ti golfati, moraš samo ti vedeti, pa noben drug. Pa se še lahko kdaj zagovoriš. Zato jaz ne lažem. Pa sem že stokrat povedal. Nisem jaz tak poštenjakar, da bi me srce bolelo, če se kaj zlažem. Ampak jaz vem, da če se vam danes eno stvar zlažem, jaz bom jutri že pozabil, kaj sem se zlagal, in čez 2 dni bom uživo na YouTubeu ali pa en video posnel, pa bom drugače povedal. Ne lažem. In tudi mislim, da tako ne gre. Jaz mislim, da če bi kaj Martin Strel fejkal, bi se tudi zvedlo. Sigurno bi se. Ne, in pol so ljudje pametni, da ni problem plavati s tokom. Ja, ljudje,
Amazonke ni, če sem prav zastopil Martina, ni še noben drug preplaval kot on. Ja, če tako lahko, jaz sem prepričan, da če bi bilo to tako lahko, bi se še 100 ljudi najdlo. In pametni so tisti, ki niso še nikoli iz Slovenije ven šli, no, mogoče na Hrvaško na morje. Pojma pa nimajo, kakšna je Amazonka. Tudi jaz ne vem, kakšna je, ker je še nisem v živo videl. Sem pa v živo bil v Amazoniji. Mislim, da v Ekvadorju iz mesta Lagro Agrio smo šli, nekaj mislim, da je tam reka Rio Negro, ne bom pa trdil. Ne bom trdil, ampak gledajte, ker me pa tukaj sverca zanima, bom pa zdaj pogledal. Fantastične spomine imam jaz na tale Lagro Agrio, ampak ne vem, ne bom zdaj najdel. Tle vidim, da je neka reka, je tu Rio Negro ali kaj drugega. Lejte, ne vem, v spominu imam, da je Rio Negro tle teče. Je, Rio Napo. Rio Napo. Tle smo bili. Tam nekje je bilo zaskakati v vodo. Jaz na začetku se tudi prsta nisem upal noter pomočiti. Pol so pa tam nekje so skakali v vodo, ker je bil en kamp sred žugne. Jaz sem pa tudi jaz skočil, ker so vsi drugi, sem rekel, bom pa 6, ampak me je bilo strah. Noter imaš piranje, une delfine, ali ne, pol neke, se je Martin razlagal kaj. Ma ni to enostavno, ljudje. Ne. To je tako, ker so zdaj vsi pametni, ki je slovenska reprezentanca, ne gre na olimpijske igre v košarke in ko bereš komentarje, imaš občutek, da bi bili vsi vrhunski trenerji in da če bi trener bil, bi pa Slovenija šla na olimpijske igre. Tako da ljudje mečken pametni v glavo, ne. Pol. No. Ljudi je tudi fej zmotila tista izjava o Brazilkah, ne. Pa ni nič slabega rekel, ampak kaj ljudi to hitro zmot, ne. In pol so ljudje pisali, kaj bojo tebe Brazilke čakale starega, debelega, smotanega deca. A to je bilo ljudje 20 let nazaj. Pa bodimo, mislim, znajte, prvič, jaz nisem še nikoli nobenemu človeku rekel, da je grd. Razen, če je meni rekel. Danes mi je ena ženska nekje en komentar napisala, kako sem antipatičen in smotan. Ta komentar grem pol pa rad pogledat, da vidim, kdo je to napisal. Ja, Madonna, sem njeno sliko pa svoje pogledal, pa kaj bi še ostal tudi velik denarja, da je ona bolj smotana kot jaz. Nisem ji napisal, da je smotana, pa bi ji lahko napisal, ker če ona me napisala, si pravico vzamem tudi, da ji jaz rečem. Ampak gledajte, je tudi, da eni ljudje, ki so stari 30 let, komentirajo Martina glede njegovega izgleda, ki je star 70 let. Ma Martin Strel za 70 let zgleda maneken. Tisti, ki ga komentirate, še 70 let doživeli, ne boste ljudje. Vidim, kakšno žensko zdaj.
se je včasih norca z mene delala, me ni jebala ali pa celo kaj grdga mi rekla, ko sem jo osvajal. Pa jaz sem hotel, ona pa ni hotla, ne. Danes je pa obratno, bi pa ona hotla, pa jaz nočem, ne. Tako da ljudje ne delajte se norce z drugih ljudi, kako izgledajo, ker ne veste, kakšni boste sami, ko se boste postarali. Oziroma, ko bomo stari, ne bo noben lep. In grdo se je iz človeka delati norce glede na izgled. Lepo vas prosim, no. Drugače pa, da nas ljudi vse moti. Glejte, včeraj sem na Facebooku objavil eno pohvalo, ki mi jo je en, ki je mojo knjigo kupil, napisal, kupil pa prodal. In je en napisal, da se samo hvalim. In je bil šokiran. Ja, jaz zdaj ne smem pohvale za svojo knjigo, v katero sem vložil kar nekaj časa in denarja, zdaj pa bom jaz, ki mi en pohvalo napiše, jo pa ne smem na Facebooku objaviti. Eni ljudje se zgražajo nad mamam, pa najbrž tudi očetem, ki objavite spričevalo, ki ima vaš otrok same petke. Ja, to motiste, ki njihov otrok nima samih petk. Jaz pa rečem na to, starši tisti, ki imate otroke, ki imajo dobre ocene, bodite ponosni na njih in ponosno objavite, pa nej, kdor če napiše kar če. In ko vidim jaz tak spričeval, zmeraj napišem čestitke ali pa vsa čast vam, da ste tako vzgojili svojega otroka, da mu gre tako dobro v šoli in tako naprej. Drugače pa ne, redki so pozitivni komentarji, ampak jaz se upam trditi, da se z tega videa da veliko naučiti, da je Martin veliko zanimivih in pametnih stvari povedal. In meni je bilo v veselje se z njim pogovarjati. Zato sem ga tudi povabil. Jaz narajš povabim na intervju take ljudi, s katerim bo pogovor zanimiv, s katerim se imam kaj za pogovarjati. Ker priznam, jaz se rad pogovarjam. Jaz tudi, če grem z nekomu na kavo, z eno kolegico sem šel par dni nazaj, dubla so se ne vem kdaj, ob 7, jaz sem mislil in ona, da sediva eno urco, dobro urco, so sedela pa 3 ure pa pol. In z Martinom pa glih tako. Pa so sedela, sem še pogovarjala, so se, no, ajde malo sem se mogel pripraviti. Tudi zdaj imam spisek ljudi, ki bom kontaktiral, da posnamem intervju, imam tu zanimive ljudi. Tudi take, ki vas večinoma še ni za njih slišala. Jaz imam pa prav z njim se željo pogovarjati in nekaj sem jih že povabil, eni so mi že potrdili, eni mi niso še nič odgovorili, eni so mi tudi, da pač niso za to, kar vsak ima pravico, noben ni dolžan k meni priti na intervju, to je njegova odločitev, seveda sem pa vesel, če pride, no. No, pa še par komentarjev za konc preberemo. Ivanka je napisala, ja, to bo to, da so ga napadale Brazilke, ker namreč Martin je rekel, ne, da so ga Brazilke napadale. Verjetno slepe in gluhe.
Samo se hvali, a pove tudi to, da je zmeraj nalit. Potuje pa s čolnom, ko ga snemajo, pa plavajo kot en tujek, ki ga vržeš v morje. Smete, Ivanka je tole napisala, kot da bi bilo zraven. Ivanka še ne ve, kje je Brazilija. In predvidevam, jaz še nisem bil v Braziliji, ampak jaz predvidevam, da je res tako. On je bil le car, prvi človek pripravil v Amazonko in seveda se mu je ponujalo. So se mu ponujale. Po mojem se tudi tam Brazilke, tudi mrskašnem tujcu ponujajo. Kjermukoli. Ne bom trdil, ker še nisem bil in ne vem. Sem bil pa večkrat v Filipinih in jaz vem, da tam lahko vsak bevc zelo hiter dobi domačinko. Ne, ona pa pametna vse ve. Mišo je napisal, ta je fukjen, vidi kak kamenje cveti, zihar je janšist. Ne vem, kako je politično opredeljen, ampak glede na tega, da je parkrat v intervjuju pohvalil Zorana Jankovića, jaz mislim, da ni glih za Janšo. Gora sprav zapi do plafona, primitivc pokvarjen. Slavc, pa kaj zna ta antipatični samovšečnes, kaj drugega kot hvaliti se. Se ga prav spomnim, kako je izgledal, ko je plaval s tokom kot ena klobasa. Lahko je imel med potjo veliko žensk, če jim je dobro plačal. Pa ko se ljudje to poslušajo, ko govorijo. In to človek napisal pod imenom pa priimkom. Pa dej ne prbijaj, poglej se sam sebe grdoba. Verjamem, da so lepše brazilske kot ti. Blaž je, to je Petra napisala. Blaž je napisal, ja, pol se je pa zbudil. Edine brazilke, ki so njega napadle, so tiste dolenjske brazilke, pa še te dvomem. Marjeta je napisala, a to je pa na obedva letelu, tako izgleda, kadar se dva staruha hvalisata o ženskih, o katerih lahko samo sanjata. Mlada, res da niso, sem Marjeta, tudi vi boste enkrat stari. Jaz nisem nič o žensk govoril, tako da jaz se nisem nič hvalil. On je pa, mislim, povedal tako, kaj je mislil. Bojan je napisal, tale strel, ko skoči v vodo, se gladina vode dvigne, zato pa imamo poplave tukaj v Sloveniji. Raje naj na suhem ostane. Kar se pa tiče Brazilk, ne bo še tako grd, je še zmeraj lepša kot on in da se ga Brazilke napadale kot osa. Verjetno so imele slabo dioptrijo. Maja, ki je moja redna hejterka, je napisala, jaz se ga tudi dotaknila ne bi, s tistim trebuhom in plešast, bljak. V glavnem, Majo poznam, ker je moje, mislim, ne poznam jo osebno, ker je moja zelo zvesta hejterka, ampak od Maje nikjer ne vidimo nobene slikce, tako da bi me prav rad bi videl to Majo, ne? Tako kot ona, ki je danes napisala, da sem smota, ne? Ampak sem rekel, da bi šel staviti veliko denarja, da je ona bolj smotana, kot jaz, pa dobodimo eno komisijo, pa komisija odloči. Ne? Tako da me prav zanima, kakšna je ta Maja, ki prav za njega, kako je nagražen, ampak njene slikce se pa ne vidi. No, se pa tudi najde kakšen pozitiven komentar, kakor ga je napisala Nataša. Dober intervju, ne vem, zakaj ga ljudje ne marajo, saj vse počne za svoj denar. Ja, tudi tu je, za svoj denar počne. Po drugi strani pa 40.000 ljudi podpre za predsednika vlade človeka, ki v 3 stavkih pove, da nima pojma o družboslovji in politiki, da je buksel in nezrel človek, da nam sedaj za naš denar ruši državo in niže vse nivo
dvoje spremenljivega. No dobro, ajde, tole, kar se politike tiče, ne bom komentiral, pa sem mislil prebrati samo ta prvi del, tako da to, kar se politike tiče, ne bom komentiral, mi je pa zelo všeč tale ta prvi del. Martina prav, vsak skrbi za svojo rit, samo naj bodo njegovi komentarji spoštljivi do drugih. Tak človek nosi ime Slovenije po svetu, pa spoštovanje do njegovih dosežkov. Ja, njegovi dosežki so sigurno spoštovanja vredni. Tako da, lejte ljudje, to se mi mu je zapovedati. Jaz še zmeraj trdim, da Martin Strel je pošten človek, brez dlake na jeziku in bolj se bojte unih, ki leporečijo, to je moj namen, moj nasvet, seveda vas pa nič ne prepričujem. Imate popolnoma pravico do svojega mnenja, tako da lahko rečete, kar čete. Jaz sem samo vaše komentarje komentiral. Bom pa vesel, če v ta video napišete komentar vsem temu, kar sem jaz danes povedal. Pa seveda, če še niste pogledali intervjuja od Martina Strela, ga poglejte. Kljub temu, da je cel kup negativnih komentarjev, ga ljudje kar gledajo. Se pravi, da jim mora biti všeč. Nič, hvala, lepo se imejte, se vidimo, slišimo.